Pogovori o umetni inteligenci v Sloveniji, video intervjuji s slovenskimi podjetji, ki uporabljajo, razmišljajo, implementirajo umetno inteligenco v svoje procese. Moje ime je Peter Mesarec in kot vedno bom danes vodil ta pogovor. Na ui-slovenija.si lahko najdete pretekle pogovore, kjer smo se pogovarjali z velikim številom slovenskih podjetij, ki so si pripravili takšne ali drugačne orodja z umetno inteligenco, ki so se interno prestrukturirali zato, da so lahko to res dobro naredili. Sicer pa na ui-slovenija.si najdete tudi novice o umetni inteligenci, po novem pa tedenski newsletter in tedenski podcast, ki ga seveda ustvarja umetna inteligenca. Danes je z mano Leon Juhant. Leon, lep pozdrav. Lep pozdrav. Živijo, Leon. Ti si vodja razvoja umetne inteligence pri GLS-u. GLS je podjetje, s katerim se pogosto, ali pa marsikdo izmed nas praktično vsak dan sreča. A lahko na kratko predstaviš podjetje, potem pa še sebe in kaj počneš v podjetju? Zdravo, najprej lep pozdrav, hvala za povabilo. Kot rekel, verjetno že večina poznate, GLS je eden vodilnih ponudnikov paketne dostave po Sloveniji in tudi po Evropi. Ukvarjamo se z distribucijo paketov, manjših paketov, specializirani smo za paketomati. Jaz sem pri GLS-ju, trenutno se približujem 5 let, od tega na novi funkciji 1 leto, to je pa to. Ok. Kako ste prišli do tega na GLS-u, da imate zdaj funkcijo vodje razvoja umetne inteligence? Kako to, da je to ločena funkcija? Pogosto slovenska podjetja takih funkcij nimajo, te stvari prevzema ali IT. Zakaj ste vi do tega prišli, pa se je to izkazalo kot dobra odločitev? Pri nas smo se po koroni, nekje med koronskim časom, se je seveda začel velika dvig poslovanja, nakupov in s tem tudi dostav. Zato smo se začeli spogledovati z rešitvijo in uporabo umetne inteligence v customer supportu. Takrat smo videli veliko potrebo po tem, želeli smo biti customer first, želeli smo nuditi zelo dobro podporo strankam, želeli smo nuditi 24 ur podporo strankam in zato je umetna inteligenca se zelo upadala z našo mentaliteto. Začeli smo z nekim osnovnim produktom. LivePerson je bil en program, ki je začetki neke umetne inteligence takrat so nudili. To je že zelo nekaj časa zdaj nazaj. Ki je bilo sicer super rešitev, videli smo, da se da, videli smo vse možnosti, ki se jih da uporabiti. Zato smo nekako se specializirali, da bi šli z customer supporta iskati nekega človeka. To sem bil jaz, najprej sem vodil customer support in zdaj na začetku leta sem prevzel prav to novo delovno mesto, vodja razvoja umetne inteligence. Zdaj, kako se to sovpada z samo rešitvijo? Tukaj je velikokrat to vprašanje zelo pogosto in velikokrat mislim, da se podjetja napačno lotijo, da se velikokrat preveč vključuje ljudi, ki imajo zelo veliko tehničnega znanja, ki je seveda zelo potreben pri temu, ampak po drugi strani če ti to delaš za customer support, je tukaj zelo velika potreba oziroma nuja, da ti vključiš tudi ljudi za customer supporta, ki ti bojo v bistvu pomagali z celo vsebino in z knowledgeom in pripraviti, da bo ta bot oziroma ta vaša rešitev delala. Vi ste na GLS-u že pred časom k temu pristopili. Rekel si, da ste najprej začeli uporabljati neke rešitve, ki niso temeljile na jezikovnih modelih. Kako je to takrat delovalo in kako ste se potem prestavili do tega, kar imamo danes, torej nekega delujočega voice chatbota, ki je precej dober in na katerega se uporabniki dobro odzivajo? Začeli smo z neko osnovno rešitvijo, kjer je v bistvu uporabnik sam izbiral ABC odgovore, tako da tukaj je šlo se nek predefined flow vprašanj, odgovor, kjer si je torej sam uporabnik mogel iskati odgovor na svojo težavo. S tem smo v bistvu so bili neki začetki, smo videli, da se da, smo videli, da tudi ljudje v bistvu probajo in iščejo neko rešitev,
ampak smo s tem pa po drugi strani videli, da pa ni to pač rešitev, ni to zdaj dejanska umetna inteligenca in da se da še veliko več, zato smo šli pol iskat novega ponudnika. In zdaj z novim ponudnikom smo pač prišli v to novo dobo umetne inteligence, in kjer se pač zdaj že večina uporablja generativna umetna inteligenca in so pač sami pogovori čisto drugačni. Kako ste pristopili k temu, da ste pripravili bazo znanja, ki ste jo dali temu chatbotu? Ste tu že imeli pripravljeno dokumentacijo? Katero dokumentacijo ste uporabili, kako ste jo nadgradili in kako to dela, kako to redno posodabljate, zato da je ta baza vedno pravilna? Ja, tako tukaj, ko sem rekel, je zato pač zelo velik poudarek na podpori strankam in na ljudem, ki delajo tam. Če tukaj vključijo sam IT, imaš pač lahko povezavo z zalednimi sistemi, ki je pač čisto zelo pomembna, ampak rabiš pa ti pač bazo znanja zgraditi definitivno z podporo strankami. Mi smo pač ta projekt začeli dokaj preprosto, dokaj iskali smo najbolj splošna vprašanja, na katere pač vemo, da pač bi lahko nam rešil chatbot ali pa voicebot, in smo pač naredili nek seznam, šli čez, koliko lahko reši, koliko procentov je splošnih vprašanj, koliko procentov mislimo, da bi pač lahko pol rabili agente in tukaj naprej. Tako da tukaj smo začeli definitivno pri customer supportu, kjer smo pač pripravili knowledge base, ga pol prenesli noter v platformo, po drugi strani smo pa pol z IT-jem iskali rešitve, kako bi integrirali noter tudi na zaledni sistem. Trenutno imamo pač nekaj API-jev omogočenih in bot ima neke povezave z zalednimi sistemi, se pa to pač še sproti vse dodaja in še expanda znanje in pač rešitve, ki jih bot lahko omogoča. Koliko ti kot vodja razvoja razumeš tehnične stvari? Oziroma, bom drugače vprašal, koliko bi moral po tvoje vodja razvoja v takšnem podjetju razumeti teh tehničnih stvari, o katerih govoriš, koliko je bilo treba IT voditi pri tem, da se z API to res da je zdaj ta dva orodja treba na pravilen način povezati? Kdo je tisti, ki odloči, da bo tehnično, da boste šli iz tega, da delate transkripte, v to, da boste šli voice to voice, in kdo to izvede pri vas? Ja, zdaj pri nas sem to jaz. Zdaj, moj tehničen background je pač obdelan tukaj, da pač imam zelo veliko tehničnega backgrounda in da pač zastopam samo delovanje in tehnično delovanje bota, voicebota, chatbota, LLM-ov in ostalih stvari. Tako da je pač zelo pomembno, definitivno kot pač vodja projekta moraš vedeti, kam si kakšne cilje si zastavljaš, kaj bi rad naredil, kaj bi rad sploh naredil v projektu, kaj bi rad povezal, koliko bi rad mu dal znanja, in koliko bi lahko extendal delovanje pač chatbota oziroma voicebota. Zdaj, pri nas je ena prednost je pač to, da ta platforma, ki jo uporabljamo trenutno za voicebota in chatbota, ima že sam knowledge base moraš narediti nek certifikat, in znotraj tega certifikata dobiš v bistvu tudi že veliko znanja, ki ti pač lahko pomaga. Mislim sicer, da brez predznanja se pač ne moreš od tega, da pač rabiš določene ljudi, ki imajo znanje in vejo na splošno, kako deluje, že sam zaradi pač varnosti sistema, ki je pač potrebna in danes je skorajda nuja. Ampak ja, pač neko pravo znanje, background moraš imeti, ker drugače lahko zelo ovisi pač. Ker platforma oziroma voicebot nima veliko omejitev, lahko ti pač not integriraš, rešiš marsikaj, ampak moraš imeti pač za to znanje. Okej. Katero rešitev to uporabljate? Zdaj trenutno imamo rešitev Boost, to je pač norveško podjetje, eden vodilnih trenutno pač v Evropi. Za njega smo se odločili v bistvu po LivePersonu. LivePerson je ameriško podjetje. Zdaj, zakaj smo zamenjali, je več razlogov. En izmed njih je pač tudi sama varnost, ki bomo verjetno še kaj govorili o tem kasneje. Ampak Boost je pač trenutna platforma, ki omogoča znotraj tega tudi pridobivanje pač neke AI licence, z nekega AI trenerja, in s to platformo smo trenutno zelo zadovoljni.
Okay. In če prav razumem, ta platforma ti omogoči tudi najprej neko izobraževanje, zato da jo znaš pravilno uporabljati, in potem omogoča kaj? Text-based chatbote, voice-based chatbote, povezave na zaledne sisteme. Oziroma, no, če malo predstaviš tega vašega chatbota, ki ga imate, kaj vse zna delati in na kakšen način to deluje. Ja, tako. Torej, Boost platforma omogoča prej definirane odgovore, torej odgovore, kjer lahko pač na vprašanje, ki ga zastavi stranka, podaš točen tak odgovor. To smo uporabljali tudi pri prejšnji rešitvi, ki je pač za nekatere odgovore čisto super stvar, ker želiš pač točen po besedah povedati to, kar želiš. Druga možnost je pač uporaba generativne umetne inteligence. Generativna umetna inteligenca pač pomeni, da stranka ne dobi zmeraj istega odgovora, kar pač je zelo, da stranka, če vpraša, kje je moj paket, dobi zmeraj, ja, vaš paket je tam pa tam, ampak da generativna umetna inteligenca zmeraj malo obrne, postavi, mogoče tudi kakšnega smejkota doda in naredi pač pogovor veliko bolj človeški, ker pač je pač odgovor zmeraj en in isti. Sploh za ljudi, ki večkrat uporabljajo našega chatbota, se tukaj pač pozna. Zdaj, znotraj chatbota imamo trenutno par API povezav, ki so dokaj preproste, ni nič kaj zakompliciranega. Tako kot sem rekel, smo želeli najprej rešiti splošna vprašanja. Torej, želeli smo pokriti splošna vprašanja, da se klicni center ne ukvarja z vprašanji, kje je moj paket, če lahko stranka dobi pač lep odgovor od voicebota oziroma od chatbota, da stranka lahko, kje je najbližji paketomat, pokaže točke najbližje prevzemne, kako pošljem paket in taka vprašanja. Zdaj, najprej prvi API, ki smo ga noter dali, je torej za iskanje paketa, zadnja lokacija paketa, lahko v chatu pišete, torej, kje je moj paket ali kaj podobnega, dobite najprej vašo sledilno številko in potem preko API-ja poišče zadnjo lokacijo paketa in vam jo pove. To je prva stvar. Druga stvar je, zelo bila zanimiva, je iskanje najbližjega paketomata. Tukaj najprej dobimo geolokacijo, stranka mora pač privoliti, dobimo geolokacijo od browserja, geolokacijo stranke, z geolokacijo potem preko naših prevzemnih točk izračunamo najbližjo stranki in ji vrnemo pač en odgovor ali več odgovorov, kakor ima željo. Zdaj, mi smo začeli s chatbotom. Chatbota uporabljamo zdaj že 2 leti. Chatbot je tipkam si na spletni strani. Tako, natipkam si na spletni strani, imate na pošljipaket.si, potem na GLS Group strani, spodaj na desni je banner, kjer lahko pač potem poiščete si odgovor na vaše vprašanje. Tukaj zdaj smo bili zelo zadovoljni, zato smo pol začeli upgrade, smo želeli upgradati to in smo šli tudi pač v voice. Sam voice je kar velik projekt bil, smo, mislim, da bili prvi na tem področju v Sloveniji, ker smo pač voicebot kot voicebota za uporabo generativne umetne inteligence začeli uporabljati. Definitivno je bil izziv začeti uporaba, nismo vedeli, kako se naj nastavimo, vedeli smo, kaj želimo, nismo pa pač vedeli, kaj lahko pričakujemo od ljudi. Kot vemo, v Sloveniji je veliko narečij, treba je bilo veliko angleških besed uporabljamo, ki so specifične, ki jih model mogoče ne bi zastopil. Tako da tukaj je bilo kar zanimivo. Tudi kakšen feedback bi pričakovali od tega. Vemo, da v Ameriki je pač ne voicebot, ampak kot Siri in taki asistenti so že zelo, zelo popularni. V Sloveniji, mislim, oziroma na splošno v Evropi zaradi različnih jezikov in tako naprej, da pač to še prihaja in da še nismo tam. Ne poznam veliko ljudi, ki, ne vem, uporablja od Amazona, Echo Dot ali pa kakšne Home Assistante, tako da posledično smo videli tukaj kar izziv, kako bodo ljudje to sprejeli. Tako da zdaj od septembra smo live in odzivi so zelo dobri, no. Zelo dobri. Kot sem že na začetku omenil, smo želeli pač strankam omogočiti 24/7 podporo, s tem, da seveda pač ne delamo nočnih ljudi, ne dajemo agentov v klicnem centru, da delajo zvečer nočne in da po drugi strani pa, da strankam pač to omogočimo. Kot vemo, veliko strank pakete prevzema popoldne, po službi in s tem smo mogli najti to rešitev in voicebot je direktno ta rešitev, ki nam to omogoča.
Zdaj, Maili pa niso, mailov, torej ti support tiketov po mailu pa ne rešujete s tem sistemom, ali tudi? ne. Tiketov oziroma mailov dohodnih ne rešujemo ali pa še ne rešujemo s tem sistemom. Trenutno imamo samo pač kanala tipkanje preko spletne strani ali pa voice assistent preko telefona. Zakaj pa ne? V bistvu smo pač postopoma, začeli smo z voicebot, nadgradili smo na voicebota, zdaj bomo pa videli, kako naprej. Ok, razumem. Ja. Malo si tudi prej že omenil, da ste razmišljali o tem v nekem času priprave, koliko vprašanj in odgovorov bo lahko samodejno bot naredil. Tu me malo zanima, kakšne cilje ste si zastavili, kako ste razmišljali, sploh katero biznis težavo rešujemo, ali ste razmišljali o tem, koliko nas to interno stane, koliko nas lahko zunanja storitev stane in tako naprej. Torej, čisto iz nekega projektnega vidika. Kakšne cilje ste si zastavili, kateri so bili ti cilji? Se verjamem, da verjetno ne moramo iti v detajle, ampak vseeno, in kako ste jih potem, kako jih zdaj merite in kako jih izpolnjujete? Ja, začeli smo pač v bistvu dokaj preprosto. Hoteli smo pokriti osnovna vprašanja. In to smo definitivno dosegli in veliko že presegali tega. Kako bi začeli, pa kakšen cilj bi si postavili, je bilo težko pričakovati, zato ker ne poznaš rešitve, ne veš točno, koliko lahko integriraš to v zaledne sisteme in koliko bojo stranke sploh to sprejele, ali bojo stranke uporabljale chatbota, kako bojo uporabljale stranke voicebota. Tako da mi smo si pač v bistvu zastavili dokaj preprosto, da noter vključimo neka osnovna vprašanja in s tem začnemo, potem pa pač počasi tukaj nadgrajujemo. Tako da to še danes se pač vsak dan baza nadgrajuje, vsak dan dodatna vprašanja, ki jih chat in voicebot lahko odgovorita, in to se bo še zmeraj naprej nadgrajevalo. Tukaj je veliko dela, ki je sproti, treba vsak dan delati, gledati pogovore, analizirati, kje je še luknje, kaj se še da vključiti, ker s tem, ko mi pač rešimo splošna vprašanja, damo veliko več časa agentom, da rešijo bolj zakomplicirana vprašanja, ker dejansko potrebujejo pač rešitev in takojšnjo podporo stranke, in to zdaj stranke dobijo. Kako to izgleda, to neko učenje chatbota? Dobite vsako jutro, ne vem, pregledate pogovore, kjer je chatbot preusmeril na agenta oziroma agentko, in potem ugotovite, zakaj se je to zgodilo in če lahko, ali kako to izgleda, če lahko malo pišeš. Ja, znotraj platforme je zelo veliko analitike. Analitiko si lahko zastaviš po svoje. Dobimo trenutno vse pogovore, ki so vezani k agentom, in vse pogovore, ki bot oziroma chat ali voicebot ni znal na njih odgovoriti, torej unknowne, in se jih pregleda, določi se, kaj bi lahko to dodali. Sama platforma je zelo preprosta za uporabo, torej pač pogovor odpreš, pregledaš, že sam znotraj pogovorov, znotraj analitike je še en bot, ki sam analizira, ti sam da, kaj bi lahko rešili, neke odgovore, zaznanja, določi, kaj bi lahko se vključili prav do določene znanje, kaj mogoče že imamo noter. Tako da je veliko analize tukaj, je veliko dela noter, da pač pregledaš vse, da rešiš in da določiš, kaj se lahko še vključi notri. In kako so zdaj ljudje s tem zadovoljni? Imate kakšne statistike, kaj ljudje pravijo, kako ste vi s tem zadovoljni, pa kako so ljudje s tem zadovoljni? Ja, zdaj statistika je tako. Trenutna statistika na chatbotu kaže nekje 80% strank dobi končen odgovor brez pomoči agenta. Kar je pač 80%? 80%, ja. Kar je definitivno presegalo pač naša pričakovanja. Zdaj, kako do tega pride, je pač v bistvu 2 leti dela, 2 leti nadgrajevanja, 2 leti znanja, vključevanja noter takih in drugačnih akcij, da lahko pač sploh se pride do tega. To ni stvar, ki ljudje mislijo, ki podjetja, ki govorim z njimi, bi rade rešitve in bi pač rade rešitve danes, ampak danes je to zelo težko doseči. Pač tudi umetna inteligenca rabi pač veliko dela, ne. Brez nekega znanja, brez nekega background sistema ne moreš doseči teh 80%, ki jih pač mi danes dosegamo. Ja, zdaj ta succession rate 80% preko chatbota je, mislim, da definitivno zelo zadovoljen, zelo zadovoljiv. Koliko se bo dalo to še nadgraditi,
mislim, da še kakšen procent definitivno lahko zvečamo, ampak moramo se zavedati, da pač tudi marsikakšni ljudje direktno želijo pač govoriti z agentom, ne z virtualnim agentom, kar pač tudi nudimo možnost direktne preusmeritve k podpori in to je to. Kaj pa na glasovni podpori, torej na voice chatu, kakšna je pa tam uspešnost? Na voice chatu je zdaj, torej od septembra smo live, nekje 50% pogovorov voice že lahko reši brez podpore, brez agenta. Tudi to je zelo zadovoljivo. Sam osebno pač nisem pričakoval, da bo toliko zadovoljivo, zato ker, kakor sem rekel, smo pač prvi tukaj, ko smo začeli z voicebotom v Sloveniji. Tako da mislim, da se tudi da še zvečati, ampak moramo vedeti, da pač ljudje z narečjem in marsikakšen se je pač to čisto nova stvar za njega, oziroma ne marsikakšen, ampak večina ljudi je to čisto nova stvar in se ustrašijo. Mi zaradi transparentnosti že takoj pač v začetku pogovora, torej vsaka stranka, ki pokliče na GLS, dobi pozdrav direktno od virtualnega asistenta, ki se predstavi, pove, da je virtualni asistent GLS-ja in da če ne bo razumel, da bo pač vezal naprej stranki. Kako so pa izgledale te številke na začetku? Kaj lahko podjetja pričakujejo takrat, ko prvič dajo nekega chatbota? Pred 2 leti, ko ste vi s tem začeli, čez palec, ali pa če imaš podatke, koliko je to bilo takrat in kaj so bile tiste glavne težave, ki bi jih mogoče lahko ne naredili, ko ste prvič zalaufali chatbota? Zdaj prav težav veliko ni bilo. Jaz bi rekel, da ljudi je zelo zanimalo to. Mi smo začeli chatbota na naši spletni strani in mislim, da pač ljudje so takoj vedeli, da pogovarjajo se z neko virtualno asistentko in bilo je veliko vprašanj, ali si ti bot, koliko je 1+1, tako je neka splošna pač vprašanja, ki je ljudje zanimalo, kaj zmore ta umetna inteligenca. Zdaj, sam knowledge base je bil takrat zelo majhen, zato tudi sam solution rate ni bil tako velik, kot je zdaj. Začeli smo z nekje 30+% rešenih odgovorov brez posredovanja agenta. Oprosti, ste imeli že takoj na začetku API povezavo do paketa ali je tudi še tega tudi bilo? Začeli smo takoj, to je bila pač prva stvar, ki smo jo že dali, preden smo šli live noter, zato ker kje je paket, mislim, da je zelo vsakodnevno vprašanje, ki se sprašuje pač podporo strankam, tako da to je bila ena izmed prvih stvari, ki smo jo vključili noter. Koliko je pa takih uporabnikov, ki, da ne rečem, znorijo, ali pa jim je to popolnoma nesprejemljivo, ali se tega sploh ne dogaja več? Zdaj, razlika je prek chatbota pa prek voicebota. Prek chatbota uporabnik ve, mislim, da pač vsak odpre chatbota, ve, da se pač prvega pogovarja z virtualno asistentom in tukaj samih negativnih ocen ni veliko, zato ker probajo ljudje pač poiskati se, probajo malo drugače postaviti vprašanje, tudi asistentka jim, če jih ne zastopi, mogoče postavite vprašanje malo drugače. Ljudje pač probajo najti rešitev, zato ker se jim ne pogovarja, ker bi pač radi se tipkajo, vemo, kako je danes. Nekdo se sploh ne rad tipka, pa rad pokliče, nekdo ne rad pokliče, pa bi rad vse prek tipkanja rešil. Tako da mislim, da tukaj ni bilo ni na splošno veliko negativnega feedbacka, seveda pač so ljudje, ki ne dobijo odgovora takega, ki bi se želeli. Velikokrat je pač za kakšne dejanske reklamacije potrebna rešitev agenta ali pa posredovanje agenta in se zato ljudje pač razjezijo. Ampak mislim, da je malo večji procent tukaj je ziher prek voicebota. Ljudje bi radi direktno agenta, ne bi si radi šli čez cel flow, pogovarjali se z voicebotom in gor in dol in bi pač radi direktno agenta, kar sicer mi pač omogočamo, ampak že sam na začetku pogovora marsikakšen mogoče prekine, ke se pač ustraši, pa potem še enkrat pokliče pa proba ponovno. Okej. Super. Kako pa je to vplivalo na vaše podjetje? Kaj to pomeni, koliko manj nekih customer support ticketov mora podjetje rešiti? Kaj se je zgodilo? Kaj zdaj agenti bolj lahko drugače počnejo? Kako to vpliva na nivo storitve in vse ostalo? Ja,
Nivo storitve se je definitivno zvišal s tem, ker pač nudimo stranki podporo 24/7. Zdaj moramo se zavedati, da podpora pa rešitev same težave je eno ali druga. Stranka je pomemben že mogoče samo zato, da dobi neki feedback, a ne, in zdaj to recimo z voicebotom, če pride do težave popoldne, zvečer ali pa pač iskanje paketa, dobi vsaj neki odgovor, vsaj neko rešitev. Tudi mogoče, če ne dobi končne rešitve, dobi neki feedback, bomo rešili, bomo preiskali to. Tudi če ni na voljo agenta, pokličite jutri zjutraj, ke vemo, če se pač ti zgodi neka težava, pa pride do neke težave, bi samo pač rad to rešitev, in če popoldne agenti ne delajo, moraš čakati naslednji dan si v službi in tako naprej. Danes lahko pač pokličeš, dobiš takoj nekoga, sicer je to virtualna asistentka, ampak vsaj začneš nekako rešiti to težavo. Mogoče psihično je to drugače delovanje. Okay. Pravijo, da ni prav, da o nekom govoriš pa za njegovim hrbtom, ne? Ali pa ga ne povabiš v pogovor, povabimo vidva vašega asistenta v pogovor. Super. 1 500 11 50. Govorite z virtualno asistentko. Pomagala vam bom pri splošnih vprašanjih. Z nadaljevanjem pogovora se strinjate, da se vsebina klica beleži v namene izboljšanja storitev. Ukolikor se s tem ne strinjate, vas prosim, da prekinete klic. Prosim, povejte, kako vam lahko pomagam. Živijo, Peter tukaj. Rad bi oddal paket, pa ne vem, kje je kak vaš paketomat. Trenutek, prosim. Pozdravljeni. Da vam lahko poiščem najbližji paketomat, potrebujem še ulico in hišno številko vašega naslova. Lahko prosim navedete te podatke? Kolodvorska 3 do 5 tisoč Ljubljana. Najbližji paketomat je paketomat parkirišče Sanatorij Emona, ki se nahaja na Kolodvorski ulici 2 tisoč Ljubljana. Oddaljen je približno 58 metrov od vaše Okay, lokacije. ampak rad bi pa en drug Bi želeli paketomat. videti še naslednja 2 najbližja paketomata? Ja, prosim, ja. Naslednji najbližji paketomat je paketomat Podhod Mesarski most, ki je oddaljen približno 396 metrov od vaše lokacije. Tretji najbližji je paketomat Petrol Tivolska, ki se nahaja na Tivolski 43 tisoč Ljubljana in je oddaljen približno 552 metrov. Potrebujete še kakšno pomoč? Sem tukaj za vas. Ja, da mi še eno stvar, prosim, povej. En paket sem dobil, pa me zanima, ne vem, kje je, ali so ga dali na Petrol ali kam so ga dali. Kaj naj naredim? Trenutek, prosim. Za preverjanje lokacije vašega paketa potrebujem številko za sledenje. Prosim, da mi jo posredujete, da lahko preverim status in lokacijo vašega paketa. In tako naprej. No, tole je, okej, seveda ima neke svoje omejitve. Kako si ti zadovoljen z demotom? Ni crkno, tako ponovadi demoti crknejo. Ja, ne vem. Ja, videli smo, da zadeva deluje super, pač use case je zelo uporaben za ne samo neka preprosta vprašanja, kje je moj paket, lahko tudi najdemo najbližjo prevzemno točko in še marsikakšen drug odgovor lahko dobimo. Zdaj, tukaj, kot smo videli, največja težava trenutno je pri tem vsem latency, torej zamik med vprašanjem in odgovorom. Zdaj ta latency se pač rešuje se sooča z večjimi težavami. Trenutno mi še zmeraj uporabljamo speech to text pa text to speech, zato tudi zaradi vseh stvari zadaj in API-jev, ki iščejo lokacijo prevzemne točke in tako naprej, tukaj zelo v Tako da ozadju. razloživa. To pomeni, da posnamete to, kar jaz povem, naredite transkript in potem tekstovno iščete odgovor, pripravite tekstovni odgovor, ga spremenite v glas in ga potem predvajate kot odgovor. Tako, Ja. tako. To je trenutno flow delovanja voicebota.
In zato pač pride do takega latencyja, kot je. V ozadju, ko smo iskali najbližjo točko paketomata, delujeta še v bistvu dve API povezave. Prva API povezava z tvojim naslovom poišče oziroma najde pa vrne geolokacijo, potem druga pa z to geolokacijo išče po seznamu prevzemnih točk in ti izračuna najbližjo glede na tvojo lokacijo. Latency je, definitivno pač ni popoln, marsikšen ga mogoče to zna odvesti od tega. Teh 2-3 sekunde čakanja je včasih zelo mukotrpno. Zdaj zelo velika upgrade prihaja po novem letu, ko bomo pa v bistvu začeli uporabljati speech to speech in bo sam pogovor že veliko bolj brez tega latencyja. Tako, ja. Ena izmed stvari, ki sem jih opazil, je tudi to, da ne morem prekiniti agenta, ker seveda je odgovor, recimo, da posnet in ga morajo končati, preden lahko mene posluša. Je to tudi nekaj, kar bo naslednja verzija izboljšala? Ne, v bistvu prekinitev že omogoča, ampak se pri večina odgovorov oziroma vprašanj ne dovoljuje tega. Pač ne dovolim, da se lahko prekine, zato da stranka dobi v bistvu cel odgovor, zato da ne pride do zmede, ko on ti sestavlja odgovor in ko se generativna umetna inteligenca dela, je v bistvu mogoče pač lažje, da stranka počaka, stranka itak na koncu dobi nek zaključek, lahko še kako pomagam, pa potem pač odgovor je pa pač možno že zdaj, da omogočaš, da se prekine voicebota in spet postavi novo vprašanje. Aha, ok, super. A se je že zgodilo, da bi ga uspeli ljudje hackniti? Da bi nekdo dobil njegova, ne vem, odgovor, ki ga vi ne bi želeli dati, za nekimi triki, ki jih ljudje poskušajo. Koliko pogosto jih poskušajo, pa koliko so pri tem uspešni? Definitivno se pač soočamo s tem. Zdaj, treba je bilo mogoče na začetku smo pozabili povedati, zakaj smo mi, pa zakaj smo to kasneje začeli, pa smo probali najprej brez generativne umetne inteligence, je bilo v bistvu glih ta v security risk oziroma ne security risk, ampak pač vemo, kako je danes, kako ljudje poizkušajo govoriti o konkurenci in tako naprej in probajo voicebota, chatbota spraviti do raznih nepravilnih odgovorov. Zdaj sama platforma omogoča security pogleda veliko možnosti, da ti pač to preprečiš oziroma pač tukaj lahko dva bota delata eno z enem, ki pač preprečujeta in gledata, da mu daš ti neka navodila, da ne smeš tega, ne smeš tistega, ne smeš tretjega in pol pač s tem en drugmu onemogočata, da se v bistvu hackne voice ali chatbota. A uporabljate tu kakšne posebne modele za moderacijo promptov ali na kakšen način je to narejeno? Ne, tukaj sam neke instructions, generativne umetne inteligence daš neke instructions, nek knowledge base mu daš, neke guardrails, kakor smo kar omenili, kaj lahko, kaj ne sme, in s temi instructions, s tem promptom pol pač on sestavlja skupaj z knowledgeom odgovore na vprašanje. Ok, malo smo se že pogovarjali o varnosti podatkov po zasebnosti. Jaz seveda, ko pokličem, povem, kdo sem, povem svoj naslov, lahko uporabniki povedo še neke druge občutljive podatke ali pa osebne podatke, ki so pa tudi po GDPR-ju posebej obravnavani, ki so tudi po aktu o umetni inteligenci posebej obravnavani. Kako tukaj zadovoljujete te zahteve? Ja, zdaj zelo pomembno je povedati to, da smo si specifično za to izbrali evropsko podjetje, ki vse podatke hrani na evropskih strežnikih, kar pač zahteva tudi GDPR. To je pač ena izmed rešitev. Druga stvar je anonimizacija podatkov. Vse, kar se pošilja izven te platforme, se anonimizira, torej vse podatke stranke, vse, kar pač ima možnost pričati, se anonimizira. Zdaj sam akt umetne inteligence govori, da chatboti spadajo pod sisteme omejenega tveganja, ki so dovoljeni brez nekih posebnih omejitev. Treba jo imeti izpolnjevati določene pogoje, ena izmed njih je transparentnost pogovora pa nadzor. Zdaj, ta transparentnost govori specifično o tem, da stranko pač obvestiš, da se pogovarja z umetno inteligenco, kar mi zadovoljimo. Druga stvar je pač nadzor, kje so podatki, tukaj je pač skladno z GDPR-jem se križa.
Drugih kakšnih mislim, da v okviru AI akta pa mi nimamo posebnosti za uporabo chat oziroma voicebota. Na spletni strani, ko imate chatbota, bi težko rekel, da zelo jasno komunicirate, da je to umetna inteligenca. Ali pa ne postavim vprašanje, kako na spletni strani pri chatbotu uporabniku komunicirate, da je to umetna inteligenca? Zdaj, tukaj je ena stvar, ki bo prišla po novem letu, je, da bo pod vsakim podgovorom, druga stvar je pa, da na začetku pogovora obvestimo stranko, da se z nadaljevanjem pogovora strinja z obdelovanjem osebnih podatkov. Okay. In če odpre link naprej, jo pač vodi na naše splošne pogoje, kjer pač obveščamo, da se pogovarja z umetno inteligenco in katere podatke obdelujemo in zakaj. Ena stvar je, da smo v bistvu tukaj začeli tako, da je bil pač pogovor na začetku, je sam welcome message, torej začeten odgovor je bil zelo dolg in s tem, da se stranka mora skrinjati in obdelovanje podatkov in vse to, tako da to smo pa zdaj skrajšali, zato smo dali pač v splošne pogoje noter. Naslednja stvar, ki bo pa prišel z updateom platforme, bo pa tako, da bo v bistvu pač na začetku okenčka pisalo, da pač ta pogovor je ustvarjen z umetno inteligenco in nadaljevanju se bo zbrisal in s tem pač stranko obvestimo. Okay. Pogovori se potem sproti brišejo, ali kako? Pogovore se briše po določenem času. Tisti, ki so noter vključeni osebni podatki, se anonimizirajo takoj, vsi pogovori se pa po določenem času pač brišejo. Kaj so naslednji koraki? Kam gre GLS z umetno inteligenco? Katere storitve boste pripeljali? Katere stvari bodo delale? Vemo, da Amazon že govori o tem, da ima očala z umetno inteligenco, ki dostavljalcem pomagajo in poskenirati pakete in najti osebo in tako naprej. Katere so tiste stvari, ki jih boste še na GLS-u naredili? Ja, zdaj tukaj pač najprej smo dosegali torej neko časovno učinkovitost z agenti, z voicebotom in chatbotom smo pač prišli do tega, da se lahko agenti skoncentrirajo na res zahtevne vprašanja, res zahtevne težave strank. Druga stvar je bila pač stroškovna stvar in s tem smo dosegli neke cilje, ki smo si jih že postavili. Nadaljujemo, tako kot sem omenil, z nadgradnjo voicebota na speech-to-speech. Pa v ozadju pač imamo še par projektov, kjer bomo recimo pomagali kurirjem z uporabo neke umetne inteligence pri dostavi, pri vprašanjih strank, pri reševanju težav, mogoče tudi depojem. To je pa načeloma to. Kdaj dobimo robotske dostavljalce paketov? Ja, mislim, da to še ne bo v kratkem v Sloveniji, prej kakšne drone, ampak robotske pa še mislim, da nismo toliko blizu. Ja, pošta ga že ima. Sem raziskoval, sem vedel, da je pošta announcala, da ima prvega robotskega dostavljalca, ampak kaj več od slike pred pošto Slovenije nisem videl. Katere so še tiste stvari, na katere bi želel opozoriti podjetja pri implementaciji orodij umetne inteligence? Ja, mislim, da tukaj je zelo pomemben preučiti use case, kaj lahko podjetje naredi s tem in zakaj se pač bo uporabljalo. Zato, ker sama platforma je sama platforma, ampak brez uporabe, brez rešitve in nekih ciljev je pač to še zmeraj platforma. Platforma je lahko na predstavitvi shiny, vse pač predstavitve, kjerkoli platformo odpremo, je super shiny, in sploh in narečja in da ni rešitev, ki jih pač ponujajo, ampak v praksi je to zelo odvisen konec koncev pač od podjetja, kaj bo naredila s to, ker pač platforma je platforma, rešitev je pa pol na strani podjetja. Ena stvar so integracije, ki jih bojo pač omogočale, druga stvar je pa pač ljudi, ki se jih bo zbrali za to delo. In tukaj, ko smo že na začetku nekaj govorili o tem, je pač zelo pomemben pravilne ljudi, da se zbere za te projekte. Veliko ljudi me vpraša, koga pa pač bi ti izbral, kje bi začel, a ne. Zdaj, tukaj je težko, zato ker same strokovne background izobrazbe glede nekih LLM-ov in tako naprej, zdaj mislim, da še pač ni. Vse, ki so se ljudje pač danes naučili, so se pač naučili v privat času ali pa skupaj s službo in tako naprej. Tako da pač težko je najti nekoga, ki ga bo to zanimalo in ki bo vedel, kako pač pristopati do rešitve. In zato je pač pomembno vključiti čim več oddelkov
z podjetja noter, ki se bo res zavzel za to, za integracije, za vsebino, da se bo pač ta rešitev dobro speljala skupaj. Vi ste to sami interno pokrili. Kaj ste imeli neke delavnice o tem, katere rešitve narediti? Ali ste tukaj imeli kakega zunanjega svetovalca ali kako? Ne, mi samo rešitev smo našli z TwoMobilem, ki je pač tudi zunanji dobavitelj, zastopnik za to platformo, ki jo pač omogočamo, ampak začeli smo znotraj podjetja, smo pač iskali, kdo bi bil za to, kdo bi bil najbolj primeren. Mene je pač že na splošno zanimalo to in zato sem se pač ponudil in smo pač prišli do tega, kjer smo. Ja, pa verjetno, ne, seveda imamo v Sloveniji strokovnjake na jezikovnih modelih, pa to tehnično razumevanje, kako deluje jezikovni model, pa kako ga trenirati, verjetno ni nujno potrebno ali pa prvenstveno potrebno za to, da lahko implementiraš tako rešitev v podjetju, ne? Ne, jaz tudi mislim, da ne, da strokovno znanje ne, zato ker pač treba gledati, kako boš ti knowledge naredil, pa kaj boš ti pač vse omogočal, torej kako boš ti integriral s svojim sistemom. Mislim, da preveč ljudi je imamo ljudi, ki želijo pač imeti, sam direktorji hočejo imeti rešitev in to rabimo, me ne zanima. Mi rabimo umetno inteligenco v podjetju. Mi rabimo to zdaj in zdaj pač zrihtite in pol pač se mogoče tudi nekaj postavil in je to. Druga stvar je pa, da se ljudje bojijo tega, ne, imaš pa pač druga stvar tega je pa, ljudje se pač bojijo koncev na nek način lahko rečemo, da je to še zmeraj neka nova stvar, in seveda pač s tem se pa začne ljudje bati, kako bo, kaj bo, nimajo znanja in glih tukaj pač pride pomen, da se pač vključi pravi ljudi, če se želi to, ali da se zaposli zunanjega nekoga, ki bo dejansko vedel pa znal voditi projekt, ali neko podjetje, ki bo znalo voditi projekt od začetka do konca, če nimaš notranjih ljudi. Ker če pač pustiš to, da obvisi to je le stvar, ki je treba delati vsak dan na njej in ne more obviseti pri miru. Ja, tudi ne da se to enkrat narediti, pa se je razumljivo, ne? Če ljudje vidijo, da prihaja chatbot, ki bo odgovoril na 80% vprašanj, se seveda tega bojijo v smislu, kaj bo prinesla prihodnost. Ja, seveda. Mislim, umetna inteligenca dopolnjuje ljudi. Jaz mislim, da umetna inteligenca ali še ni tukaj, ali tudi če bo, ampak umetna inteligenca trenutno dopolnjuje, ne zamenja ljudi, so partnerji, ne pa ne zamenjuje ljudi. Tukaj je pač govorimo samo v nekmu bivanju, če se lahko temu tako reče, in mislim, da pač lahko pozitivno vzamemo to, je pa veliko ljudi seveda, ki trenutno še negativno in ima to zelo negativen prizvon v marsikakšnem podjetju. Okej. Leon, mislim, da sva zelo obširno obdelala, kako ste vi k temu pristopili in dali marsikomu super dobre nasvete o tem, kako naj podjetja pristopijo k implementaciji takšnih orodij in kaj lahko tukaj pričakujejo. Jaz sem zelo vesel, da se lahko tudi o številkah govorila. Tako da, jaz se ti absolutno zelo lepo zahvaljujem, da si vzel čas, da si prišel na ta intervju, da so se lahko o tem pogovarjala. In hvala lepa, lepo bod. Ja, hvala lepa tudi vam. Lep dan.